Želja po presežnosti je človeka od nekdaj vabila na pot. Na pot, kjer bi iskal svoje ideale, svoje neuresničene želje in nenazadnje smisel svojega življenja. In prav ta želja se že dolga stoletja uresničuje v neštetih romarskih krajih in svetiščih. Toda če želiš v polnosti doživeti romanje in če ti fizične sposobnosti omogočajo, se moraš odpovedati udobju in se z minimalnimi sredstvi podati na pot. To pravilo, ki zahteva poleg želje tudi določeno mero fizične sposobnosti, je tudi letos pognalo trojico zanesenjakov na peš romanje v Medžugorje, kljub slabim vremenskim obetom. V deževnem jutru 3. oktobra je trojica zanesenjakov, Jože, Ida in Ivo, odložila vsakodnevne skrbi in iz Vipavske doline krenila na pot. Razmočene nanoške steze so bile prvi preizkus vztrajnosti in vzdržljivosti, toda to je bila šele uvertura. Narava je svojo moč razkazovala ves dan in že pred Postojno so bili premočeni do kože. Tam se je kot gostitelj izkazal prijatelj Franci in poskrbel za obilno kosilo v suhem prostoru nakupovalnega središča. Okrepčilo je bilo dobrodošlo, vendar tudi mokrote je bilo na pretek in bilo je potrebno priti še do prvega cilja, prenočišča v Grahovem. V župnišču nam je tamkajšnji duhovnik Sandi ponudil prenočišče in poskrbel za okrepčilo in nekaj toplote za sušenje premočenih oblačil in obutve. Naslednji dan je bila krajina, kodor smo nadaljevali pot, bolj podobna močvirju kot kraški planoti, zato je bilo nemogoče koristiti prijetne gozdne stezice. Edini možni prehod so bile za pešačenje neugodne asfaltirane ceste. Preko Nove vasi smo potovali proti gori nad Sodražico, kjer je zadnji dom slovenske mistkinje Magdalene Gornik. Pot nas je vodila skozi Faro, mimo župnišča, kjer je bila Magdalena, ki dolga leta ni uživala zemeljske hrane, na opazovanju, saj je bilo njeno stanje povsem nerazumljivo in po naravnih zakonih nemogoče. Na gori smo obiskali Magdalenin grob in se ji izročili v varstvo. Tam smo se srečali s prijetno gospo, katero je namen našega potovanja navdušil in presenetil. O srečanju je obvestila svoje sledilce na družbenem omrežju, o čemer smo bili nemudoma obveščeni od domačih prijateljev in znancev. Po spustu v Sodražico se nam je pridružil še 4. romar, 80-letni Janez. Cilj 3. dne je bila nočitev v Dolenji vasi pri Ribnici. Spotoma smo si ogledali župnijsko cerkev in spominsko obeležje, pričo medvojnega in povojnega nasilja. V toplem domu sta nas prijazno sprejela zakonca Jani in Marjana. Pripravila sta nam kraljevsko večerjo in ponudila topel dom za prenočitev. Tukaj smo si lahko po 3 deževnih dneh spodobno osušili premočena oblačila in obutev. Na pot smo krenili v zgodnjih jutranjih urah. Cesta proti Kočevju je bila bolj podobna pristaniškemu pomolu kot glavni prometni povezavi. Vse povsod voda in turobno oblačno nebo. Pot smo nadaljevali po razgibani Poljanski dolini ob Kolpi. Jesenski darovi narave so bili že pospravljeni, možnost gostinske ponudbe skromna. Manjši kraji so povsem brez trgovin. Tako smo bili na poti povsem odvisni od lastnih zalog iz prenatrpanih nahrbtnikov. Prostor za kosilo smo našli v uti pred vaško hišo, kjer nas je prijazni stanovalec Jovo preskrbel z vodo in odličnim žganjem kot popotnico za mokre dni. Tudi v Jelenji vasi smo srečali gostoljubnega domačina Pavla, ljubitelja žlahtnih darov narave. Ob večernem mraku smo prispeli v Stari trg ob Kolpi in s pomočjo domačinov našli prenočišče v prostorih nekdanje komune.
Dobrodušen duhovnik Jože nam je razkazal lepo urejeno in bogato opremljeno cerkev, kjer je domači umetnik rezbar upodobil številne svetnike in slovenske kandidate za beatifikacijo. Žal je zaradi demografske zime cerkev slabo obiskana. Pot smo nadaljevali ob narasli reki proti hrvaški meji in na mejnem prehodu Sodovci prečkali mejno reko Kolpo. Prišli smo pravočasno, saj je bila dan poprej naša pot poplavljena in neprehodna. Po nekajurnem iskanju najugodnejše poti ob reki smo se povzpeli po strmi in komaj prehodni stezi do naselja Plemenitaš. Takrat smo ugotovili, da naša pot ob reki ni bila najugodnejša rešitev, saj bi po glavni cesti prišli veliko lažje in hitreje. Malo smo zašli ob reki Kolpi, zdaj smo pa še končno do mesta, ko bi lahko dosti lažje dosegli, če bi šli po normalni poti, ampak smo hteli biti pametni in moramo tudi plačati to, ja. Po napornem nedeljskem jutru smo v bližnjem naselju Lukov Dol prisostvovali pri nedeljski sveti maši. Noč se je bližala in treba je bilo poiskati prostor za nočitev. Na robu vasice Ljubošina smo našli primeren nedokončan gradbeni objekt in v njem postavili 2 šotora, dovolj za udobno spanje, brez sanj. Pot smo nadaljevali večinoma po samotnih poteh proti Ogulinu. Zasluženo obilno nedeljsko kosilo smo si privoščili v Vrbovskem in ostanek dobrin spravili v nahrbtnike za nadolgo in nepredvidljivo pot. Čeprav so vasi praviloma prazne in razseljene, vedno najdeš samotnega ostarelega prijaznega gospoda, ki razen dobre volje nima kaj ponuditi. Vremenske razmere so se nekoliko izboljšale in nam olajšale potovanje. Pokrajina proti Ogulinu je postajala naporna in obenem zanimiva zaradi razgibanega terena. Tudi gostinske ponudbe ni bilo na pretek, zato smo koristili zaloge iz nahrbtnikov. Ruševine ob cesti in spominska obeležja pričajo, da je tu nedavno divjala bratomorna vojna. Pozno popoldan smo prispeli do mesteca Plaški, kjer sredi naselja dominira pravoslavna cerkev, kar priča o prisotnosti srbskega prebivalstva. Ob koncu naselja pa je tudi novejša rimokatoliška župnija, kjer smo po dogovoru z domačim župnikom lahko prenočili v župnijski dvorani. Po razmeroma dobro prespani noči smo zapustili gostoljubno mestece in v kraju Lapat zavili desno v smeri proti Liški krajini. Številne neposeljene stanovanjske hiše so po vsej verjetnosti last srbskega prebivalstva, ki se je po vojni množično izselilo iz tega območja. Navidezno prijazna pokrajina ostaja slabo poseljena in je priča človeške norije, ki se najbolj razkazuje v bratomornih vojnah. Dan se je že nagibal proti večeru in treba bo poiskati prostor za zaslužen nočni počitek. Še pred mrakom se je naš pogled zaustavil na masovni grobnici hrvaških žrtev minule osamosvojitvene vojne. Prečkali smo naravni park Plitvička jezera in v bližnjem kraju Jezerce našli kraj za primerno prenočevanje, tokrat v topli postelji. Po udobni nočitvi nas je pričakala rahla jutranja dežna ploha. Takrat sem se zavedal, da moj spomin ne deluje najbolje, saj je moja balerina, ki me je prejšnje dni varovala pred slabim vremenom, ostala nekje na poti. Obilen zajtrk smo si privoščili v obcestnem bistroju na poti proti Korenici. Tam se nam je pridružil štirinožni prijatelj in nas spremljal vse do naslednjega postanka v Udbini. Dolgotrajna hoja po asfaltnem cestišču, prometni vrvež in dolgotrajni vzponi postanejo zelo naporni tudi za utrjene pohodnike, zato smo v kraju Udbina načrtovali daljši počitek.
Neutrudljivi Jože je že zarana stopil do mesta in si v imenu vseh ogledal tamkajšnjo novo cerkev, posvečeno vsem hrvaškim učencem, žrtvam vojne. Ne glede na podaljšan počitek se je naš 4. član Janez odločil za odstop, saj ni hotel po poti ovirati ostale trojice. Tovrstno potovanje vsekakor ni mačji kašelj in zahteva ogromno fizične moči in vzdržljivosti, kar je bilo za 80-letnika preveč. Pozno popoldan, tik pred dežno ploho, smo prispeli v Gračac. Po poznem kosilu smo pot nadaljevali proti Kninu. Vremenske razmere niso bile najboljše, napovedi še slabše. Zato nam je prijazni gostilničar, ki je imel vse nočitve zasedene, dovolil, da postavimo šotore v njegovi garaži. Na naše veselje se po nevihtni noči nebo razjasnilo. Vzpon čez prelaz iz Liške ravni proti Kninu je naporen, prava puščava, brez vode in kakršnekoli oskrbe. Nobene steze, nobene bližnjice, hoja je možna samo po glavni prometnici, asfaltiranem cestišču. Ob cesti so številne opuščene ruševine, kot neme priče minule vojne. Po spustu v dolino se razveselimo žuborečega potočka in dobrih 10 kilometrov pred mestom poiščemo primeren prostor za postavitev tabora. In spanec na mehki travi v zavetju šotora utrujenim pohodnikom dobro dene. Pot proti Kninu smo nadaljevali po stari vzporedni cesti, kar je za pešačenje neprimerno boljše kot asfaltna prevleka. V mesto smo prispeli v dopoldanskem času. V gostišču, ki smo ga izbrali za prenočevanje, je preskrbljeno tudi za odlično in kalorično prehrano. Koliko časa treba, da se peče? Sobotni dan smo namenili počitku in ogledu mestnih znamenitosti. Vsekakor je ogleda vredna kninska trdnjava, ki je služila obrambi mesta predvsem pred turškimi vpadi. Lokacija in razgibanost utrdbe je bila za takratne razmere nepremagljiva. V trdnjavi je našel mesto tudi bogat muzej Hrvaške osamosvojitve z vpisno knjigo, kjer obiskovalci beležijo svoje vtise. Kot na vseh izpostavljenih mestih ima tudi v trdnjavi častno mestno hrvaška zastava in pod njo kip državnika Franja Tudžmana, ki je državo vodil v osamosvojitev. Pred večernim počitkom smo se pri večerni sveti maši v Novi Kninski cerkvi zahvalili za prehojeno pot in člane naših družin, ki so ostali doma. Tudi nedeljsko jutro smo izkoristili za počitek in jutranjo sveto mašo. Ta dan je bila na Hrvaškem zahvalna nedelja in tudi mi smo se zahvalili za srečno prehojeno pot in se priporočili varstvu pri nadaljevanju romanja. Nedeljska nabirka pa je bila namenjena poplavljencem v Bosni in Hercegovini, kjer je prejšnji dan pustošila reka Neretva. Že dan poprej smo obnovili zaloge hrane, vode in žganja, nepogrešljivega pripomočka za razkužilo in pregon virusov. Izbrali smo starodavno pot proti mestu Sinj, ki vodi mimo izvira reke Krke. Reka Krka priteka izpod Ninarskega gorstva, teče po celotni dolini, pred Kninom ponikne in ponovno izvira z mogočnim slapom, s katerim se ponaša mesto Knin. Lepo vreme, mehka in malo prometna makadamska pot, razgibana pokrajina in rečna struga s kristalno čisto vodo so bili dejavniki kot nalašč za nedeljsko sprostitev. Tudi nedeljsko kosilo, ocvirki in kruh, poplaknjeni z izvirsko vodo iz reke Krke, so teknili kot le kaj. Po izhodu iz doline se slabo poseljena in pusta pokrajina vleče vse tja do mesta Sinj. V skoraj praznih naseljih ni moč najti kakršnekoli oskrbe. Na obrobju kraja Vrlika smo le našli za silo primeren prostor za prenočitev v lastni režiji.
Za nami je noč nič kaj prijetnega spanja v nedograjeni stavbi, kjer je doma vlaga, prah in ptičji iztrebki. Nič kaj spočiti, vendar zadovoljni za prehojeno pot gremo proti Peručkem jezeru. Naše upanje za prijetno okrepčilo je gostišče Kennedy, nekaj ur hoda pred nami. Toda tudi to upanje se izjalovi, saj je gostišče v tem času zaprto. To pomeni, da bomo do Sinja odvisni od vsebine naših nahrbtnikov. Prvi obrisi jezera so vidni že ob prvem jutranjem svitu. Po dolžini meri jezero celih 20 kilometrov in preden ga obhodimo, je sonce že visoko na nebu. Označevalne table kažejo, da se približujemo mestu Sinj, kjer se bomo okrepčali in nekoliko spočili. Na vhodu v mesto ogromen grafit mimoidoče opozarja na gorje in zamere, ki v narodu ostanejo še dolga leta po končani vojni. Starodavno mesto Sinj je prav te dni doletela velika čast. Njihova stolna cerkev je po papeškem dekretu postala katedrala. Seveda smo jo obiskali in pred sinjsko gospo zmolili posvetilno molitev slovenskega naroda. Sonce je bilo še dovolj visoko, da smo pot nadaljevali do naslednjega mesta Trilj. Na zemljo je legel večer z rahlim vetričem. Vreme kot nalašč za prenočitev na bližnjem travniku v malem šotoru. Po odlično prespani noči se zbudimo v mokro in megleno jutro. Naša dva igluja sta bila zunaj mokra od rose, znotraj od kondenza. Toda nič ne de. Pot je še dolga in treba je iti naprej. V sončnem jutru pridemo do naselja Brione, kjer obiščemo gospo Ljubico, znanko iz prejšnjega romanja v Medžugorje. Pot proti Imotskemu je označena tudi kot Jakobova, vendar drugih romarjev nismo srečali. Ta pot je bila v preteklosti pomembna prometna povezava med Rimom in Solunom, kar pričajo nagrobniki iz 14. in 16. stoletja. Trije globoko izkopani vodnjaki nakazujejo, da je bila na tem mestu cestna postaja z gostiščem in vse potrebne dejavnosti. Pred večerom smo poiskali prostor za počitek in nočitev, seveda v šotoru. To je bila zadnja noč na ozemlju Hrvaške, blizu kraja Lovreča. Do cilja nas je ločilo še 70 kilometrov poti. Kljub mirni noči nismo dobro spali. Postalo je peklensko hladno in nočna rosa je prepojila šotore. Naše potrebščine niso zadostovale za miren počitek. Zato je bilo vstajanje zgodnejše kot ponavadi. Približali smo se hrvaško-bosanski meji in v naselju Zmijavci srečali gostoljubnega domačina, ki nas je pogostil, pokazal pot in dal navodila za prečkanje hercegovske meje. Časa smo imeli dovolj in vremenske razmere so omogočale počitek ob reki Matici. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, da smo lahko na soncu posušili od jutranje rose vlažno opremo. Spotoma smo obiskali gospo Jako, znanko iz prejšnjega romanja, ki nas je lepo sprejela in nam podarila luško vodo in rožni venec na pot. V večernih urah smo prišli do kraja Tihaljina.
V tamkajšnjem svetišču domuje Tihalinska gospa, originalen kip, ki je po pričevanju otrok vidcev najbolj podoben medžugorski lepi gospe. Žal je bila ob večernem času cerkev zaprta, pred nočjo je bilo potrebno poiskati še prostor za večerni počitek. Prebudili smo se v rosno jutro. Naša sopotnica Ida je že ponoči imela težave, ki so se nadaljevale tudi v jutro. Le s težavo smo odšli na pot in v bližnjem lokalu poklicali pomoč prevozno Medžugorja, oddaljenega še kakih 20 kilometrov. Z Jožetom sva z lahkoto prepešačila še zadnji del poti in po Jakobovi poti prispela na cilj. Zaustavila sva se v župnijski cerkvi svetega Jakoba v Medžugorju ter se zahvalila za srečno prehojeno pot. Z Jožetom sva se udeležila večernega bogoslužja. Pred cerkvijo sem se razveselil naključnega srečanja z dobrim znancem Pavlom Kodelja, duhovnikom v Senožečah, ki se že vrsto let bori z hrbtno boleznijo. Zdravstveno stanje se mu je toliko izboljšalo, da je brez težav poromal na kraj prvega prikazanja in na Križevac dokaj naporno romarsko pot. Ja, Medžugorje je poseben kraj posebnih milosti in doživetij. Zbudili smo se v deževno jutro, kar pa ni bila ovira, da ne bi z Jožetom poromala na Crnico, milostni kraj prvega prikazanja. Zaradi zgodnje jutranje ure in slabega vremena sva bila edina romarja, čisto sama na napornem in razmočenem terenu. To naj jo ni čisto nič motilo, pravzaprav je ta milostni trenutek samo tvoj. Čisto sam se v tišini približaš Marijini upodobitvi in začutiš mir, kjer se čas ustavi in misli odpotujejo v neskončnost Božjega objema. Tudi Marijina podoba se je odzvala in nama podelila skrivnostni žarek iz njene iztegnjene dlani. Ti milostni trenutki so bili samo najini, verjetno zasluženi in globoko doživeti. Ob prvem jutranjem svitu so pričeli prihajati tudi drugi romarji. Po vrnitvi iz Crnice smo zajtrkovali in sopotnica Ida je ponovno oživela. Časa smo imeli na pretek, pravo razkošje v primerjavi s prejšnjimi napornimi dnevi. Sprehod po nekdaj revnem kmečkem naselju jasno pove, da je mesto zaznamovano in živi z romarskim utripom. Popoldanski vzpon na Križevac je ponovno pokazal, da slabo vreme in spolzka kamnita steza ne zaustavijo množic, ki trumoma prihajajo na ta milostni kraj. Pod vrhom vzpetine marsikateremu romarju obstane korak ob spominskem obeležju, kjer je zastalo srce patra Slavka Barbariča, ki je živel in umrl za oznanjevanje medžugorskega sporočila. Petkovega večernega bogoslužja se je tudi tokrat udeležila velika množica romarjev vseh narodov in rodovin jezikov. Večerno bogoslužje se je nadaljevalo še pozno v noč z evharističnim slavljenjem. Zgodnje nedeljsko jutro smo ponovno izkoristili za vzpon na Crnico, saj prejšnji dan Ida ni zmogla zaradi slabega počutja. Vreme je bilo tokrat ugodnejše in temu primerno večji obisk. Jože je k Marijinim nogam položil list s posvetilno molitvijo slovenskega naroda, ki smo jo med potjo večkrat izrekali. Po vrnitvi v dolino smo obiskali Plavi križ,
kraj, kjer si ga je Marija izbrala za posredovanje aktualnih sporočil izbranim pričevalcem. Spodobi se tudi obiskati park izza zunanjega bogoslužnega prostora, kjer je postavljena bronasta skulptura slovenskega avtorja. Lik križanega, ki vstane iz ležečega križa. Njegove noge se neprestano rosijo, ne glede na vreme, zato tem rosnim kapljam rečejo tudi Kristusove solze, ki jih številni romarji skrbno brišejo za to pripravljenimi robci in jih nato hranijo kot svetinjo. Časa je bilo dovolj za obisk notranjosti Jakobove cerkve in Marijine stranske ladje, kjer se vsakodnevno množice romarjev posvečajo Mariji v varstvo. Prisostvovali smo tudi večernemu množičnemu bogoslužju na prostem, saj je notranjost cerkve premajhna in običajno služi posameznim večjim skupinam, kjer se lahko vršijo bogoslužja v njihovih jezikih. Zadnji dan našega romanja se je začel z jutranjo svetomašo v kapeli, kjer smo se pridružili slovenskim romarjem iz Štepanje vasi. Maševal je njihov duhovnik, somaševal pa duhovnik Pavel Kodelja, ki je v pridigi predstavil svojo življenjsko pot, zaznamovano s težko in trdovratno boleznijo ter milostmi, ki jih je bil deležen v življenju, predvsem pa v času zdravljenja. Z Jožetom sva obiskala tudi grob patra Slavka Barbariča, ki ga lahko upravičeno imenujemo največjega oznanjevalca Medžugorja. Pred kosilom smo z družino Tratnik iz Dornberka še enkrat obiskali park, kjer so postavljene kapele svetlega delorožnega venca in skupaj zmolili to molitev v zahvalo za romanje in srečen povratek. Naši dobrotniki so bili tokrat člani družine Tratnik, ki so nas velikodušno povabili na skupno kosilo in z njihovim vozilom srečno pripeljali domov. Velika, velika hvala in Boklonaj!